Pozdravljeni v nepremičninskih nasvetih, danes smo pa že v tretjem delu zemljiško-knjižnega izpiska. V prvem delu smo se naučili, kako si sami in seveda to brezplačno preko interneta pridobite zemljiško-knjižni izpisek. V drugem delu sem poskušala razložiti, kaj je to plomba in predznamba, danes pa bom govorila o hipoteki. Kaj je v bistvu hipoteka? Hipoteka v bistvu pomeni zavarovanje terjatve na nepremičnini in je v bistvu najpomembnejša oblika zastavne pravice. Seveda se to zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Zdaj, v večini primerov stranke, ki kupujejo nepremičnino, imajo seveda hipotekarne kredite in tako se seveda hipotekarni upnik, torej banka v teh primerih, vknjiži v zemljiško knjigo kot hipotekarni upnik. Zdaj pa kaj v primeru, če kupujete nepremičnino in je pod lastnikom vknjižena hipoteka. Zdaj v takem primeru vam mora lastnik pridobiti izjavo hipotekarnega upnika. Reče se ji izjava o nameravanem izbrisu, kjer mora biti naveden točen znesek in tekoči račun, kam se to iz pogodbe nakaže, da se bo potem banka izbrisala iz zemljiške knjige. Zdaj, kaj je tukaj treba paziti in zakaj je ta izjava zelo pomembna? Lahko se vam zgodi, da je vknjižena hipoteka za 100 tisoč, kupujete nepremičnino za 90 tisoč, znesek dolga pa je 120 tisoč. Seveda v takem primeru, če lastnik nima dodatnega denarja, ta prodaja seveda ni mogoča. Tako da vedno torej najprej izjava o nameravanem izbrisu, da boste sploh videli, če je to nepremičnino mogoče kupiti. Zdaj pa bomo spet obrnili ekran, pa da vam v praksi pokažem, kako izgleda vknjižena hipoteka. Pa saj veste, za vsa vprašanja sem vam z veseljem na voljo. In smo že na drugi strani ekrana, to je moja pomočnica Snežka. Zdaj pa vam bom pokazala, kako izgleda hipoteka, torej takoj pod lastnikom je vknjižena hipoteka. Tukaj imamo znesek in tukaj hipotekarnega upnika. Tukaj gre za Novo Ljubljansko banko, ki ima torej vknjiženo hipoteko za 50 tisoč evrov. Torej tako nekako izgleda v praksi vknjižena hipoteka.